O, kaj sem dobila? Drnule z meto, to je pa težko dobiti. Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V oddaji Klepet ob kavi pozdravljamo in poudarjamo celostni pogled na človeka. In super je slišati, da pravzaprav, ko ima človek neko težavo, da se k njemu pristopa z različnimi terapijami, takimi in drugačnimi. No, tudi uradna medicina in vse ostale veje vedno bolj zaupajo bioresonanci. Tudi takrat, ko gre za težje obolenja. Danes je v naši družbi gospa Meri, lepo pozdravljeni in dobrodošli. In pa bivši pacient. Lepo je poudariti za bivši pacient. Ja, upajmo, da bo tako ostalo. Pravijo, da red je red, pa tudi če je slab. In pri tem, da so pravzaprav dobri učinki, je potrebna disciplina. Ja, brez tega ne gre, resnično. In vsak, ki pride k nam na terapije oziroma na prvo diagnostiko, mu povemo, kako bo moral postopati v času terapije. Se pravi, od prve do zadnje terapije mora tak človek, ki ima težjo vrsto obolenj, pa tudi ostali, ne samo ti, vedeti, da se bo moral odpovedati določenim stvarem, če hoče svoje telo pripraviti do tega, da bo odreagiralo. Torej, mi mu prepovemo, bom povedala, kako je pri težjih obolenjih, vse vrste mlečnih oziroma mesnih beljakovin. Ampak je res to, se mi zdi, da vsi da najprej začnejo pri prehrani, pa pri mesu, pa pri mleku. Ja, vsaj kar zadeva teh težjih vrst obolenj, absolutno pri prehrani. Ker tukaj je treba najprej vedeti, da pri takem človeku je treba narediti kompletno diagnostiko. Ni tukaj samo prehrana tista najpomembnejša, ampak naredimo kontrolo vseh energijskih blokad, vseh diagnostik, kar zadeva elektrosmog obremenitev, sevanja okolja, potem obremenitve na parazite, ti so izjemno pomembni, obremenitve na kandide, obremenitve na glivice, na težke kovine, predvsem aluminij in živo srebro, obremenitve na smrtonosne bakterije, viruse in ostale stvari. Torej, treba je vedeti, da pri teh zadevah ima vsaka celica še vedno tako voj, ki ima vse predispozicije za odpornost. In samo stvar terapevta je, kako bo znal uporabiti tista nihanja, se pravi diferencirani terapevtski frekvenčni vzorček z ustrezno amplitudo in jakostjo, da ga bo posredoval pacientu. In na ta način tudi zmotil nekako do sedaj stabilno konfiguracijo motilnega nihanja. Če preprosto povem, iz telesa je potrebno odvzeti tisto, kar je škodljivega in dodati tisto, kar nekdo nujno potrebuje. Torej, nič več in nič manj. In ravno prej sva se z gospodom pogovarjala, je rekel, a veste, nikoli ne bom pozabil, ko ste mi na začetku rekla, manj je več, pravi, to sem si zapomnil za cel čas, še danes. Gospod Gojan, vi ste dobili težko diagnozo, rak na prostati. Kako ste jo sprejeli in kako ste sploh prišli do bioresonance? Ja, bolezen se je začela mnogo prej. Samo jaz sem prekinil potem vse preiskave. Šele po 3 letih pa pol sem se potem odločil, ko sem se zrušil fizično, da se bom zdravil sam. In potem, ko sem se tako odločil, so se mi odprle razne poti in sem bil kar na hitro na bioresonanci v Murski Soboti, ker me je gospa terapeutka, ki je zdravnica po poklici, napotila v bioresonanco Izvir. In jaz sem potem prebral njihovo stran, ker pač nič ne delam na pamet, in ko sem jaz prebral njihovo stran, sem rekel, to je zame. Ampak kako, zakaj ste se vi odločili, da boste se sami zdravil? Zaradi že izkušnje raka moje mame, ki se je zdravila medicinsko, ker je preživela 4 leta. Jaz sem poiskal v teh 3 letih pa pol, preden sem prišel v bioresonanco Izvir, pač način in vzroke bolezni. Iskal sem pač, kako se bom zdravil. Jaz sicer bioresonance na nek način nisem poznal. Poznam več kot 100 načinov različnega zdravljenja, ampak ko sem videl jaz njihovo stran, jaz sem vedel, da je to za mene.
ker gre za celostno zdravljenje, ne, kar ga mi potrebujemo. Ne. Kako so odreagirali ljudje okrog vas? So vas obsojali v tem smislu, pa pejdi k doktorju, koš zdaj na neko bioresonanco hodil? Kako so odreagirali? Ker ljudje so različni. Jaz sem bil pri zdravniku. Aha. Tudi danes sem bil zdravniku v Murski Soboti. Eni so mi verjeli vame, tisti, ki me pač malo bolj poznajo, so verjeli vame, zato ker sem jaz pač človek, ki ne delam nič na pamet. Ne. In so se strinjali, seveda, saj raka ne moreš preživeti sam. Tu moraš imeti podporo od partnerja, od otrok do sodelavcev, do vsega. Ne. Podporo ste verjetno dobili tudi na bioresonanci. Ja, zelo veliko. Kako je potekalo pravzaprav vso to, vse te terapije, ves ta potek? Ja, meni je bilo najbolj zanimivo, ne, kot prej gospa Meri Munih rekla, ne, manj je mnogokrat več. Ne, in začeli smo dejansko blokado odpirati. Ne. Prvi magnetek sem dobil na palec, ne, in potem smo začeli zdraviti kandido. In šele po zdravljeni kandidi smo začeli zdraviti raka, ne, tumorne celice. Ne. Se pravi, vse ostalo prej. Takšnega pristopa vam verjetno niso omenili prej, ko ste šli k uradni medicini, torej k uradnemu zdravju. Ja, meni je zdravnik rekel, vam bomo odstranili desno ledvico pa prostato, da se ne boste zbujali, da imate rak. Niste se zadovoljili s tem? Ne. Pravilno. Da lahko tudi pri tako težkih obolenjih prideš do pozitivnih rezultatov, je potreben torej red oziroma ta disciplina. Pogovarjali smo se o tem, da torej tudi pri sami hrani. Kako pogoste so potem recimo terapije? Različno. Tukaj je treba vedeti, da pri vsakem pacientu je treba nekako individualno pristopati. In zdaj je bioresonanca še zdaleč ni tista metoda, veste, da bi rekel, zdaj to je pa od Boga poslana in za vsakega pacienta in za vse vrste obolenj. Kje pa? Takole bi rekla, v svetu je veliko metod, ki zdravijo in lažje in težke bolezni. Imamo številne in zdravilske in klasične medicinske metode. In dobra je samo tista, ki se obnese pri nas samih, torej ki nam neposredno deluje. In treba je najti nekje individualni pristop, poleg tega je treba znati izbrati nekje kombinacijo metod, ki po funkciji in uporabnosti ustrezajo posamičnemu pacientu. Tako da tukaj bi rekla, ni kakšnega osnovnega recepta in formula? Ni recepta, gledajte, tukaj recepta ni, da bi rekel, po tem receptu gremo pa mi pri vsakemu bolniku, ne, pri vsem enako. Tisto, kar sem vam prej povedala, so bistveni vzroki, ki se pojavljajo pri vseh bolnikih, ampak pri bolnikih z rakom oziroma z multiplo sklerozo oziroma s težkimi avtoimunimi obolenji postopamo še drugače. Tako da tukaj so drastični posegi tudi v samo prehranjevanje od začetka do konca terapije in pa seveda tudi v osveščanje pacienta, kako mora postopati. Ker tako je, običaj je že, a veste, tako ko pacientu poveš, da se bo moral določenim stvarem odreči, to hudo težko za večino ljudi. Ampak ali ni to logično? Vse te stvari so te, kakor si zdaj deloval, so te pripeljale do tega. Ja, seveda, da mogo nekaj spremeniti, da bo drugače. Ja, samo malo kdo je pripravljen to narediti. Veste, cel življenje ga lomaš tako rekoč in si rušiš ravnotežje, si rušiš imunski sistem, potem pa ne prevzameš odgovornost za svoje zdravje oziroma ga prelagaš tako rekoč na terapevta ali pa na zdravnika, vse eno. In da preložiš odgovornost na nekoga drugega in ob tem pričakuješ še zelo hitri rezultat, je brezpredmetno. Tako da bom ravno gospoda omenila, on je bil izredno discipliniran. Iz Prekmurja ste se vozili v Novo mesto, ne? Ja, 500 km tja pa nazaj. Se splačalo. Tako da veste, to pa je veselje imeti, izziv ti predstavlja tak bolnik, za katerega že vnaprej veš, da boste imeli, sej ne moreš z zanesljivostjo pri nikomer predvidevati, kakšen bo na koncu rezultat. Ampak pri njem sem pa čutila, da bi to moralo iti v fantastično
bolje. Verjetno že zaradi odnosa, ki ga je prinesel s sabo. Je tako, ja, je tako. In tudi še nekaj drugega. Gospod se ni podvrgel klasični metodi kemoterapije, torej tem agresivnim metodam, čeprav mi po zakonodaji obstoječi ne smemo nikomer odrekati klasičnih metod, kar bi bilo narobe, hudo narobe. Ampak je pa res, da pri takih pacientih, ki so samo pri nas, so nekje rezultati hitrejši in boljši. Veste, zaradi tega, ker mi ne izgubljamo prepotrebnega časa za sanacijo ledvic in jeter. Ker vedno takrat pri kemoterapiji pade imunski sistem, sigurno, vedno, tudi sami onkologi to predvidevajo. In če imamo takega pacijenta, ki je recimo, dobro, druga stvar je, da je to, bi rekla, pacijent metastaziran in da pride že na koncu k nam. Gospod Berry, bom takole vprašala. V vaši bioresonanci izvir delate vse tako, kot morate, upoštevate, ne odvračate od kemoterapije, se pravi, sledite zakonom popolnoma. Ampak vaše mnenje me zanima. Ali je lažje in hitreje, boljše delati z pacientom, ki se torej ne udeležuje še dodatno kemoterapije, ali s tistim, ki se? Kdaj so boljši rezultati? Zdaj, mi imamo večinoma pacijente, ki imajo kombinirane metode. Torej, večina teh uporablja kemoterapijo, kar je razumljivo. Jaz jih razumem, veste, ampak kot sem rekla, lažje je pa delati seveda in hitreje, ki pač se ne... Razumem. Ja. Gospod Bojan, kdaj ste vi začeli dejansko opažati neke rezultate bioresonance? Ker zdaj, če ste prišli tja, pa so vam dali en magnet na palcu, verjetno niste bili ne vem kaj optimistični, da to me bo pa zdaj pozdravili, take hude in težke diagnoze. Tudi izvidi niso bili najboljši, ne? No, jaz moram tako reči, da sem v 5 tednih spremenil več kot 80 navad in razvad. Ko sem prišel v bioresonanco, sem jih pa spremenil še nekaj, po njihovih navodilih. Zdravnik je bil po 100 dneh dobesedno presenečen nad mojimi rezultati in je poklical dol medicinsko sestro, či so to moji rezultati ali pa niso. Jaz sem se počutil fantastično, ker sem bil zopet energično zelo močan. Pa če ne bi bile gospe Mary Mooney, bi je šel teč maraton, samo me je pa ona potem rekla, da se ne smem izčrpati. Katera je bila tista navada, razvada, ki ste se jo najtežje odvadili? Najtežje smo se prej pogovarjala, kava. Kava? Aha, ja, gospod Bojan, jaz vam pa še tukaj kavo ponujala. Vzamem nazaj. Vidite, jaz si pa pijem, ne? Ja. Lažje sem se odvadil kaditi, kot pa piti kavo. Veste, tako je, tem razvadam se je težko odreči. Ampak, če je človek odločen, pride do nekega cilja, potem pač je odločen. In še nekaj je, kar bi rada poudarila. Zdaj človek se ne zaveda, koliko ogromnega potencijala ima v svojem telesu za samozdravljenje. Torej, samo odločiti se je treba in postopati. Že ta odločitev verjetno zdravilno deluje. Tako, ja. Samo dejansko vi imate tako ogromni potencial, tako da je treba samo pripomoč k temu z določenimi metodami, da se enostavno celica odzove na zdravljenje. Tako kot sem prej rekla, obstajajo določene metode, skupek metod, ki jih je fantastično uporabiti pri določenih posameznikih, ki so poleg tega še disciplinirani. Resnično. Brez discipline pa ne gre. Ja, res. Koliko terapije je bilo potrebnih pri gospodu Bojanu? Ne vem. Mi vedno naredimo... Pošten odgovor. Ja, ne vem, ker jih niti nismo šteli, ampak je pa tako. Mi naredimo vedno na začetku kompletno diagnostiko na tiste vzroke, ki sem vam jih prej povedala. No, in potem naredimo tudi terapevtski načrt. In tukaj odstranjujemo samo tiste blokade, ki so nujno potrebne za izboljšanje imunskega sistema, tako rekoč. Vse ostalo pustimo za kasneje, če je sploh potrebno vzeti v terapevtski postopek. Tako da na začetku bi rekla 10 do 12 terapij, s tem, da se vsak teden dela ena terapija na začetku, kasneje so te terapije redkejše, oziroma ena na mesec, ne?
Tako. Bližno, Ja. Pa 5 tednov. Gospod Bojan, danes ste bili pri doktorju, ste rekli. Ja. Kaj pravijo? Danes sem bil po 6 mesecih pri doktorju, ko imam pač pregled sem imel samo. Bomo videli rezultate čez 14 dni približno. Dobro, dobro. Koliko časa je od tega, odkar ste dobili to diagnozo? Jaz sem dobil prvo diagnozo 5. januarja 2009, drugo pa 10. septembra 2012. Če pogledate sebe prej in danes, sta to dve različni osebi? Ja. Pravijo, da tisti, ki so preboleli neko hudo bolezen za sploh takimi naravnimi metodami oziroma metodami, ki mogoče verjajo komplementarne, alternativne, ne vem, kako bi zdaj to označila, da so se jim zgodile vse te bolezni, vse te diagnoze z namenom in da so na koncu zelo hvaležni za to, da se jim je to zgodilo. V kakšnem stanju ste vi? Točno tako, ja. Mene je rak naučil živeti, no. Dobesedno me naučil živeti zato, ker si mogel spremeniti ne samo način prehranjevanja, ampak tudi način razmišljanja in čutenja, ne. Gospod mi je napisal prečudovito pismo. In v tem povzetku so, bi rekla, povzete tudi njegove prve raziskave, preiskave s katastrofalnimi parametri, se jaz spomnim. No in zdaj na koncu, a veste, tak lep stavek je napisal na koncu. Vesel sem, da sem šel skozi to življenje in zdaj vem, zakaj se splača živeti za ta trenutek. Ne? In bi rekla, res en tak zaključek, tako da jaz sem tako ponosna na njega. Veste. Čutim veliko hvaležnost do gospe Mere in do bioresonance. Tako se mi zdi, da ste kar... Ja, zato, ker jaz jo tudi, ko delam z ljudmi, ko nudim podporo ljudem, ki so zboleli za rakom, tudi predstavljam bioresonanco. Prvič zaradi tega, ker imamo polno alergij v sebi, naprimer, in te alergije je potrebno odstraniti. Jaz sem, naprimer, alergičen na razhodnike, to raste v vrtu, krompir, paradižnik, paprika, tobak, mleko, mlečni izdelki. Da bi kdo rekel, ja, kaj pa jeste pol, ne? Ampak dejansko je veliko možnosti. Konkretno pri njemu so res razhodniki bili problem. Torej njemu so pobirali energijo in zniževali imunski sistem. In zdaj paprika sama po sebi ima ogromno C vitamina, kot veste, ampak ne pri vsakem, ne deluje pri vsakem enako. Pri nekom je odlična zadeva, pri nekom pa alergijska substanca, ki si jo je treba izogibati in vse kasneje se lahko spet ponovno, ampak vedeti pa morate, kaj je tisto, ki po frekvencah nihanja škoduje imunskemu sistemu. A bi lahko povedala svojo definicijo bioresonance, pa povejte, če imam prav? Bioresonanca, to je, bi rekla, aktiviranje sozvočja v človeških celicah. Jaz jo gledam takole, da je to ena metoda, ki daje našemu telesu to podporo, da se samo pozdravi. Je tako, samo podpora. In če kdo reče, da je ta in ta metoda, to pozdravi, to pa to, tako kot prehranska dopolnila, ki jih imate ogromno število na trgu, mi za nobeno ne vemo za določenega pacienta, ali mu bo koristilo ali ne, do tistega trenutka, ko testiramo valovno dolžino v primerjavi z nihanjem njegovih celic. In če je le to v resonanci, potem v redu. Če ne, potem je brezpredmetno, da ga jemlje. Balast. Balast, tako. Balast? Balast teles, ne? Ker tako je, veste, običajno imamo v naših ambulantah veliko število ljudi, ki prinesejo kar polne vrečke prehranskih dopolnil. Jaz pravim tako, vsako leto je eno v modi in to zdravi to pri vseh ljudeh. Zdaj, to gre večinoma za prodajanje megle, ki bi moralo biti, po moje, že po etičnih merilih sankcionirano. Tako da je treba enostavno pretestirati tisto, kar človeku koristi in mu potem tudi predpisati. Vsekakor. Se strinjam, glede na to, da se sama ukvarjam s prehranskimi dopolnili, vem, kaj je na trgu in vem, kaj se dogaja, tako da ja, se strinjam. Najlepša hvala, želimo vam veliko dobrih resonanc v bioresonanci Izvir. Tudi mi si želimo, veste. Vam pa, da ste. Preprosto. Hvala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, preverite še kakšen posnetek
o bioresonanci, pa v kakšnih drugih zanimivih poteh do celostnega zdravljenja na našem YouTube kanalu Klepet ob kavi. Sicer pa na spletni strani, ja, lahko se prijavite tudi na e-časopis, že v naslednji številki bomo govorili nekaj tudi o bioresonanci in če se prijavite, torej zdaj imate danes in zavedno, torej tale e-časopis brezplačen. Sicer pa naj vam bo svet lep. Adijo! Hvala lepa.